Po podatkih Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo so finančna sredstva za spodbujanje tujih investicij rezervirali za projekte podjetij Yaskawa, Magna in Lek, za katere je vlada Republike Slovenije že sprejela sklep o dodelitvi finančne spodbude. Toda kljub vsem prizadevanjem 3 podjetja, ki so za subvencijo zaprosila IBM, Aeon Reality in TAM Europe, denarja niso dobile. Veste, zelo žalostno je to že, da v štartu ni tudi minister povabil naših predstavnikov lokalne skupnosti, direktorja občinske uprave, župana, da bi se skupaj pogajali z temi investitorji. To je bila prva napaka. Kot druga stvar, ki me žalosti, minister prihaja s štajerskega konca. Pričakoval bi od njega, da se bo zavzel za naš del Slovenije in bojim se, da morebiti že takrat imel informacije, da bo vlada razpadla in očitno iz te suicidno-destruktivne naravnanosti je verjetno spustil z rok tudi te možnosti prihoda tujih investitorjev. Visokotehnološka podjetja so po mnenju Memona v porastu. Večina držav si želi, da bi vlagale v njihovo gospodarstvo. Prepričan je, da je minister Počivalšek zavajal s tem, ko je poudarjal, da Aeon Reality nima pogojev za naložbe po evropski zakonodaji. Morate pa nekaj vedeti, ne? Jaz ne verjamem v to, da, tako kot je bil odgovor gospoda Počivalška, da nikjer v Evropski uniji ne bi dobil ta investitor možnosti. To ni res, ker ta investitor že deluje v Nemčiji, že deluje v Angliji, zdaj odhaja na Madžarsko, se pravi, nadnacionalna zakonodaja v Evropski uniji ne preprečuje temu investitorju investicije v Mariboru. To je laž, to je čista laž. Ker potem tudi druge države Evropske unije ne bi mogle povabiti tega investitorja, da bi pač ustvarjal v njihovem okolju. Podjetja v tuji ali mešani lasti so v letu 2016 v Mariboru ustvarila več kot 1,2 milijardi prometa in več kot 60 milijonov evrov dobička. Tudi predsednik mariborske SDS Zdenko Zinrajh je prepričan, da so na Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo bolj naklonjeni investitorjem, ki želijo svoje naložbe uresničiti v Ljubljani. Padlo vodno zato, ker država ne vidi tukaj dodane vrednosti, ne vidi interesa v teh regijah, ki so zapostavljene, in te subvencije, ki jih namenja, so seveda ozko usmerjene, bi rekel, v nekatere smeri, kar bi pravzaprav v ozadju lahko rekel, ali pa v oklepaju ima tudi povsem koruptivni značaj. Koruptivni zato, ker se do nekih vlaganj v določene regije in pa center Slovenije, če tako rečem, privilegira, vse ostalo se pa potiska v stran. Pred kratkim je vlada sprejela predlog o spodbujanju investicij, katerega cilj je bil določitev ustrezne pravne podlage za spodbujanje začetnih investicij ter enaka obravnava domačih in tujih vlagateljev. Poslanec Trček je kritičen do zakona in meni, da to ni prava rešitev za gospodarske spodbude. Ta zakon o spodbujanju investicij, ki je pa zdaj, je prvo protiustaven, ker hoče enostavno vzeti, v ljudskem jeziku povedano, zemljišča nekim ljudem, lokalnim skupnostim in ker dela veliko razliko med nekimi velikimi investicijami in nekom, ki bi v Sloveniji rad pošteno delal in investiral, pa to ne more. Slovenija ima na področju vhodnih tujih neposrednih naložb v primerjavi z drugimi vzhodnoevropskimi državami, ki so istočasno vstopile v Evropsko unijo, nezavidljiv položaj, saj je na zadnjem mestu. Z mačehovskim odnosom politike do tujih investitorjev pa se še nekaj časa stanje ne bo spremenilo.